Spoštovane in spoštovani, danes je 11. december. Ta dan je Generalna skupščina OZN pred 18 leti razglasila za Mednarodni dan gora. Ob tej priložnosti, ob tem dnevu, se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija že 6. leto zapored vključujemo v mednarodni festival Brati gore, s katerim promoviramo alpsko kulturno dediščino, moderno alpsko literaturo, jezik in kulturo. Pri tem odlično sodelujemo s Planinskim društvom Idrija. Tudi zato je danes naš gost v studiu Idrijskih novic, gospod Vladimir Habjan, izkušen gornik, alpinist, gorski reševalec, publicist in fotograf. Lepo pozdravljeni, gospod Habjan, in dobrodošli spet v Idriji. Ja, lep pozdrav tudi vam. Pred 3 leti smo v naši knjižnici že predstavljali vašo knjigo Alpe brez meja, ki ste jo napisali skupaj s soprogo Ireno Mušič Habjan. Lani pa je pri Planinski založbi Planinske zveze Slovenija izšla vaša knjiga, zbirka 16 zgodb, Tipanje v neznanem. Ja, res je. Sicer že 1 leto od tega, ampak knjiga živi, ne? Knjiga ima svoje življenje. Tisto življenje, prelomnica v tem življenju je izid, ne? Vse se posveča temu, kako nastaja ta knjiga. Potem pa, ko je izid, potem pa včasih se zdi, da je kar konc, ne? Ampak ni, ne? In to se ravno s takimi pogovori, ki se po izidu kar dogajajo, ne? Pač mogoče zdaj v drugačnih oblikah, ne? Včasih več v knjižnicah za publiko, zdaj pa pač to življenje gre, ne? In to je prav, ne? V tej knjigi lahko prebiramo o vaših najrazličnejših dogodkih, doživetjih, tudi pustolovščinah v tujih in domačih gorah. Zbrali ste vtise s tur v zadnjem desetletju in to, pravite, je vaše obdobje zrelega gorništva. Ja, tako je, ja. Zdaj, lahko bi rekel, da je ta knjiga nadaljevanje prejšnje. To je Živeti z gorami, ki je šla leta 2013. Prva moja ljuboslovna tale je bolj fiktivna, fikcijska, domišljijska, ne, medtem ko prva knjiga je pa dosti avtobiografska, sicer napisana tako na bolj živahen način, da je za bralca bolj privlačno, ne. No, to je pa v bistvu neko nadaljevanje, ne. Zdaj, v prvi knjigi sem napisal kar nekaj iz teh svojih doživetij, dogodkov, kjer sem bil mogoče celo neizkušen v nevarnih situacijah, nisem niti nevarnosti prepoznal. Tako da tega je kar nekaj, ne. In sicer potem konec knjige, tako tam grem v neko plezalno smer, ko se že pokaže, pa že nekaj obvladam, ne, ampak dejansko je tako, ne, da potem po tej knjigi, 2013, pa itak je bila za nazaj, nekje, je zame nastopilo eno tako zrelo obdobje in tam sem pač kar nekaj zanimivih, lepih tur naredil. In tam pri teh turah je pač bilo potrebno kar nekaj znanja in tako naprej, ne. Tako da v bistvu sem hotel s to knjigo pokazati moj način gorništva, ne. Moj način obiskovanja hribov, od slovenskih hribov do nekih Alp, 4000-akov, na kakšen način se jih lotevam. Lahko bi rekel neko nadaljevanje ali pa nadgradnja, no, tiste prve knjige. O tej knjigi bo v nadaljevanju še podrobneje spregovorila. Zdaj pa, če se mogoče od tega zrelega gorništva vrneva k vašim začetkom, namreč z gorništvom se ukvarjate že vse od otroških let in gorništvo vam je odkril oče. Kakšni pa so bili ti vaši začetki? Ja, res je, oče je bil naravovarstvenik, vključen v Planinsko društvo Ljubljana Matica, skrbel za rožice, pač vzgojo in tako naprej. In to je mene nekje kar potegnilo. Z družino, z bratom in mamo smo kar veliko izletov opravili po našim, jaz sem pač Ljubljančan, bil, ne, zdaj sem že dolgo časa v Kamniku. In smo veliko po teh Šišenskem gorovju, po Pohorskih dolomitih, pa potem tudi po teh visokih gorah, ne, jaz sem bil tam 9 let star.
bil že na Grnitovcu, Kočnik, Kalški greben, ne vem, Brana, Planjava, te hribe, Kmanj na Triglavu. To so v bistvu za tega mulca tam kar neki hribi, že dosti visoki in tako naprej. Ne. Potem je pa oče se kmalu poslovil, jaz sem bil star 12 let, ko je umrl in brat se ni več kaj dosti ukvarjal s hribi, jaz sem pa kar zagrabil in sem šel v planinsko društvo, v mladinski odsek in sem kar v bistvu nadaljeval. Čeprav sem imel vmes kar neki obdobji, ko sem počel kaj drugega, malo manj hribov, ampak hribov nikoli nisem zapustil. Ne. Potem pa so prišli te tečaji, sem naredil 5 tečajev za vodnike Planinske zveze, pa ravno tako za gorskega stražarja, pa potem za alpinista, pa ta gorsko reševanje, ne, gorski stražar, ne, tisti naravovarstveno. Tako da tega se je kar nekaj nabralo, pač tega šolanja. Tako da. No, ste pa tudi že v osnovni šoli začeli s pisanjem, namreč za osnovnošolsko glasilo na osnovni šoli Hinka Smrekarja in urejali ste glasilo Solzice na osnovni šoli Prežihovega Voranca. Torej tudi to literarno ali pisateljsko žilico je zaznati pri vas že od ranih otroških let. Ja, res je, pravzaprav sploh ne znam povedati, zakaj, ne. Spomnim se, da še zdaj imam doma eno mini tako knjižico, ki sem jo izrezal iz papirja in zvezal z nitko pa z iglo. Še zdaj imam to knjižico. Ko mi sem znal pisati, ne, sem že napisal eno knjižico, zgodba o zajčku in lisici, pa neki zaklad, pa ne vem kaj in tako. Mislim, v bistvu si ne znam razložiti, ne, odkje to, ne. Jaz, ko sem prišel na svet, knjige so bile, oče imel ogromno knjig, tiste knjige so me vedno zanimale, potem sem začel kar nekaj pisati in tako naprej. V 2. razredu osnovne šole sem imel v šolskem glasilu naslovni članek. V 2. razredu osnovne šole, kje je to. Potem v 5. razredu naprej sem začel sodelovati v ekipi uredniški za te Solzice. Urednica pred mano je bila zdaj priznana pisateljica Brina Svit. In ta sem 4 leta bil v tistem uredniškem odboru. Na fakulteti sem delal za neke šolska, tista od fakultete glasilo in tako naprej. Pač, očitno me je to nekje potegnalo in privlačilo, ne. Članke sem začel dosti zgodaj pisati za različne revije, pošiljati tja. Tako sem tudi navezal stik z urednikom Planinskega vestnika, ga obiskoval prejšnjega urednika, sva nekako neke članke, že zanimal sem se za to uredniško delo. No, potem je pa prišla enkrat ponudba za urednika in tistem nekje, mogoče si tudi celo sam nekje napeljal. Tako, ne. Ja, da je. Seveda objavljali ste številne prispevke za najrazličnejše revije in časopise, kot ste omenili, na primer Delo, Nedelo, Nedelo, potem Delo revije, Delo reportaže, Delo in dom, Grif, Sokol in tako dalje. Ste pa tudi že omenili, da ste glavni urednik planinske založbe pri Planinski zvezi Slovenije in urednik Planinskega vestnika. To je treba poudariti, to je najstarejša izhajajoča revija na Slovenskem. Torej, to je eminentna revija in tudi, kaj vam pomeni to uredniško delo? Ja, to zdaj letos je 20 let tega urednikovanja, ne. In moram reči, da je to kar ena od stvari v življenju, ki je verjetno tam nekje na topu, na vrhu, ne, tako rekel, pomembnosti, ne, tako. Če pogledam nazaj, ne, čeprav je bilo teh 20 let kar turbulentnih, ni bilo vedno preprost, so bile tudi rekel, konflikti, težave, kakorkoli, ne. Ampak to je, glede na to, ne, da je to najstarejša revija, v bistvu to je ena velika čast, ne, da sploh lahko potem nekje sodeluješ, ne. Ta čast se je letos izkazala v državnem odlikovanju, ki nam ga je podelil predsednik države, ne, smo imeli res slovesen dogodek, visoko državno odlikovanje, takega, ki je potem Merklova dobila, recimo, ne, smo na nivoju z njo, ne. In res dogodek, ki bo šel v zgodovino, ne. In kot sem napisal v zadnjem uvodniku,
da je to majhen korak za revijo, ki ima letos 126 let, ne, ampak v bistvu za človeka je pa velik korak. Ne. 20 let, da ti prispevaš k eni taki ugledni reviji, nekaj ne. Sam sem zadovoljen, ne, da sem imel to srečo in možnost sodelovati. Ne. Zdaj, kar se pa tiče tega, kar Vestnik pomeni, pa to, ne, je pa, moram reči, da je v teh 20 letih kar en napredek. Ne, tako, včasih je bila revija bolj skromna, tanjša, in zdaj je pa kar bogata, ne, vsebinsko bogata. Širok spekter imamo te dopisniške mreže, naročamo članke in tako naprej. Tako da mislim, da je tudi ta nivo se kar dvignil. No. Pa založbi so malo manj časa, 4 leta. To je kar nekako tako, bi rekel, slučajno prišlo. Uredniki so se menjali, razmere niso bile najbolj urejene na zvezi planinski. In potem so na nekem sestanku kar mene predlagali, jaz sem bil tam zraven, sem rekel, ok, pa probimo, in moram reči, da mi te knjige izredno odgovarjajo. No. To je tako kolektivno delo, timsko. Imaš cel kup nekih ljudi, s katerimi je treba sodelovati. Ne. Pri Vestniku je največji problem v bistvu koordinacija tega uredništva, kako boš, kaj boš, kjer je teme in tako naprej. Imam odlično ekipo, mi se sploh ne kregamo, ne. Mi samo mnenja, enkrat ta prevlada, enkrat tuno. Medtem ko pa založbi so pa neki posamični projekti, kjer imaš ljudi, ki so tudi težavni, ne. Recimo oblikovalec pa ne vem, pa avtor se včasih ne gresta skupaj. Tako, ne. Tukaj pa, to je kot en projekt, vsaka knjiga je en projekt. Ne. In potem to nekako voditi je kar, rekel, zahteven. Ne. No in moj cilj je pa tukaj spet dolgoročen. Ne. Tukaj spet delam neko načrtno politiko izdajanja knjig. Ne. Planinska zveza je močna po učbenikih, to je strokovna literatura, po vodnikih, potem je pa seveda leposlovje, uvedli smo zdaj mladino, ne, celo plezalne vodnike. Ne. Sem tako rekel, da gremo frontalno, ne, naprej, s tem, da sem jaz recimo to eno spremembo naredil, do zdaj so bili ti učbeniki namenjeni samo programom Planinske zveze, planinske organizacije programov. Jaz sem pa to nekako spremenil in gremo v široko javnost. In zdaj popravljamo knjigo, je tik pred izidom, osnove planinstva za družine, naprimer. Ne. Potem imamo športno plezanje za široko javnost, ne za tiste športne plezalce, ki delajo izpite pa tečaje. Pa to, ne. Priročnik gorništvo ste tudi pripravili nekoč. To je bilo pa za revijo Gea. Ja. Ampak to je tako, bi rekel, tak detalj, ne. Tam je segment teh recimo del znanj. Ne. Tukaj je pa kompletno, vsa znanja so, recimo, mi ciljamo na družine. Ne. Zdaj smo izdali letos družinski vodnik po Gorenjski, 30 izletov, kjer z legendami, pripovedkami in tako naprej. Ne. Skratka, hočem reči, da delamo na široki paleti, ne, ponudbe, ne, izbirni vodniki, od kolesarskih do, ne vem, zimskih in tako pač. Mislim, da je pač v tem neka prihodnost. No, tako da, in ko smo pri knjigah, v knjižnici imamo tudi kar lepo zbirko vaših knjig. Mislim, da 8 monografij knjižnih del ste podpisali kot avtor oziroma soavtor. In sicer, če omeniva, to so naravne znamenitosti Slovenije, Brezpotja, manj znane poti slovenskih gora, potem že prej omenjene Alpe brez meja, pa zimski vzponi v slovenskih gorah, in pa ti dve zbirki Čez rob in Živeti z gorami. Skratka, to je kar lep knjižni opus. Pa še nekaj jih je, no, ker smo soavtorji, tako da, ampak se nimam. Ja. No in vašo najnovejšo knjigo, že omenjeno Tipanje v neznanem, ki jo bova zdajle podrobneje predstavila, smo letos uvrstili tudi v projekt Primorci beremo na priporočilni seznam. Pa to ni prvič, že leta 2012 smo Primorci brali vašo zbirko Čez rob in leta 2017 zbirko Živeti z gorami. Skratka,
Primorci vas več kot očitno radi beremo. Super, jaz pa tudi rad hodim po Primorskem in razlagam o svojih knjigah in hribih in tako da. Prav lepo. No, že na zavihku te knjige ste zapisali nekakšen moto oziroma bistvo vašega gorništva in sicer takole. Zame je v gorah največji čar raziskovanje, odkrivanje novih območij, dolin, vrhov. In potem še naprej, ko nisi prepričan, da ti bo cilj, ki si ga zadal, tudi uspel. Ko ne veš, kaj se bo pokazalo za robom, za grebenom, na drugi strani vrha. Je tipanje v neznanem. Je dvom, ali boš kos zahtevnosti ture, ali ti bo uspelo. Ko ti jo zakuha vreme, ko te preseneti težavnost in še cel kup drugih reči. Ampak to ni ravno sodoben pristop k hribolazenju, bi rekla, nekako bolj konzervativen oziroma v splošnem se mi zdi, da vendarle prevladuje eno pehanje za cilji oziroma za ciljem, pa natančno načrtovanje in tempiranje poti, mogoče lovljenje rekordov, skratka čim manj tipanja in nobenega, čim manj neznanega. Ali se pač motim? Ja, žal se ne motite, no. Tako da to moram reči, no. Posebej zdaj zadnje 2 leti je zelo vidno to, kakšni ljudje hodijo v hribe, a ne, ki veliko je tega Facebook planinstva, ne, ljudje, pravzaprav veliko je tega, no, ki hodijo zato, da bojo potem pač objavili, da tam pa tam sem bil in tako naprej. Ni cilj tisto doživetje tura, da boš, ne vem, se nadihal, da boš v eni dobri družbi pa to, ampak je nek drug cilj, ne, tako. Mi te stari hribovci to jemljemo kot pač mal, ta pravi izraz, ni sprevrženo, ampak je drugačen način teh hribov, ne, ki pa je tudi navaden, ne. Tukaj iz tega, rekel, iz tega načina hribolazenja prihaja do več nesreč, ne. Pa tudi sicer, ne, je v hribih veliko tega, kar nekaj tega tekanja, ne, kot se rekel, rekorderstva in tako naprej, ne. To sam jaz jemljem tudi kot eno obliko enega zgrešenega, ne. Seveda, hribi so tam, od vseh so, nobene pravice nima noben reči, ne, ti pa v dolino, zate ni tam mesto. Ne moreš, ne, ampak to, da tam neki laufajo, ne, po hribih, naredijo dobre ture, ne, pa tam objavijo, ne, sem pa hodil 7 ur, 25 minut pa 36 sekund, ne. Mene je to smešno, ne. Se greš tja za neko doživetje, ne vem. Jaz sem pač tako vzgojen in to je pač moj način tega doživljanja hribov, ne. Moj, rekel, koncept hribov je tole, ne, tole, ne. Jaz sem pač ljubitelj despoti, ljubitelj tega sveta neoznačenega od nekdaj, a ne, to me je od nekdaj privlačilo, ne. Nimam nič proti tistim, ki grejo po markiranih poteh, krasno, nič proti tistim, ki plezajo po feratah, ki se meni zdi pač neko pretegovanje mišic, neka rekreacija, pač ne, za vse mora biti, ne, ampak moj koncept hribov je divjina, a ne, novi hribi, tukaj pri nas v Sloveniji sem glavno vsa ta brezpotja predelal večino, nam rekel, da vse, ne, ampak večino, potem so hodil v tujino, ne, ki greš ti v tujino na nek 3000-ak, 4000-ak, ne, to je dosti neznanega, ne. Jaz sem recimo skupaj z ženo sva Karnijske Alpe prečesala več kot 130 tur, vse te glavne hribe. Tukaj je tretjina takih neoznačenih in to so bile taka raziskovanja, ki so tudi obračala, recimo, ne. In to je tisto, ne, to je tisto, kar mene potegne, ne, recimo, da iz tebe, a ne, izvleče maksimum, znanje, sposobnosti, a ne, kako premagaš nek strah, dvome, to je zame, rekel, res čar. Seveda ni to vrhunski alpinizem, tam, a bom, ne vem, 8 minus zlezel, to ni, ne, jaz sem pač plezam toliko, da tiste klasične smeri neke sem šel, a ne, pa še zmeraj grem plezat, ne, ampak, ne, tudi to hribolazništvo po takih divjih hribih, ne, kjer je tura traja tudi 14 ur, tudi 18 ur, recimo, ne, na Cvelfer, 18 ur tura. Predstavljate to, 18 ur, recimo, ne, to so voden hribi, ne, v temi greš, v temi prideš,
zahteva veliko od tebe, recimo, ne? In to je v bistvu tudi nek čar, ne? Da ti ugotoviš, kakšne sposobnosti imaš. Kako se v enih, mi rečemo, hribovsko zajeb, ne? V enih stresnih situacijah, neke nevihte in tako naprej, kako se boš tam odzval. Kako rešite neke orientacijske zanke? Mogoče, tega je cel kup, ne? Zame je to pač izziv, ne? In to je iz naslova razvidno, ne? Ti paš v neznanem. Ne? In najbrž vam brez poti omogočajo tudi več svobode, konec koncev. Točno to, svoboda. Ne? To je eden pomembnih elementov. Ne? Raziskovanje, svoboda, ustvarjalnost. Ne? Jaz mislim, da smo na svetu zato, da ustvarjamo, pa da napredujemo. Tako, no, še ena misel zanimiva, ki jo zapišete v uvodu, je, oziroma kot priznanje, tako v tej knjigi boste našli oboje, uspele in neuspele ture. Tako pač je, na napakah se učimo, na napakah napredujemo. A ni to še en tak nesodobni življenjski nazor? Namreč danes je pehanje za uspehom in za popolnostjo edini pravi pristop, vse ostalo pa hitro dobi oznako luzerstva. Ja, to je res, žal je res. Nima kje reči, kakšnega posebnega komentarja nimam, ampak to so neke družbene norme, ki jih lahko presežemo s tem. Meni ni nič narodno priznati, da sem kdaj tudi se zgubil, narobe ocenil, kakorkoli. Ampak mislim, da je to za ljudi, ki mogoče imajo nižji zahtevnostni nivo, je pa to dober znak, da vidijo, ta človek je pa nekje tam, pa tam bil, pa tudi tam je zamočil, pa mu ni uspel, tako naprej. Točno to je, niso vse uspehi v življenju. In zato pač ti neuspehi morajo biti, zato da te tudi gradijo, da napreduješ. To je velja za vse. Otroci morajo majhni se soočati z tem, da so zavrnjeni, da imajo neuspehe, zato da se znajo nekje boriti naprej in tako naprej. Če pa nikoli ne zgubiš, potem pa lahko enkrat to ne zgubiš. Ampak če je vaša filozofija, če jo parafraziram to, da ni pomemben cilj, ampak pot, kdaj pa potem neka tura obvelja za neuspeh in čeprav ni bistveno, no pa vseeno, v kolikšnem odstotku vam ture niso uspele in ali kje so tičali razlogi za to, za te neuspehe? Pa jaz recimo sploh ne ocenjujem, tudi v tej knjigi pišem, recimo, parkrat, kjer sem obrnil, pa sem mogel drugič iti. Ampak jaz tiste ture sploh ne ocenjujem, da ni bila uspešna. Uspešna je bila, videl sem, da tam ne gre, ali pa ne vem, čima da je vjeres. Vse sva najdla, potem pa šla v eno ozko grapo, ki 500 metrov gre, je bila nabita snegom, jaz se ne moreš mimo, kaj boš naredil? Mislim, pač, a je to neuspeh? Razmere niso bile, pa so šla čez en mesec, 2 meseca, pa so šla tam čez, recimo. Ali pa, ne vem, tudi enkrat tam je nakopričenega grebena. Ali pa, to, ne vem, jaz ne ocenjujem, da je to neuspeh, ampak mogoče je to vprašanje pravzaprav skoraj odveč, zame. Zame so vse ture lepe, krasne, ker ti svet, ki sva z Ireno recimo hodila, to je krasen svet. Že če prideš kje, pa ne prideš na vrh, uživaš. Zame je to čar. No pa povejva kaj o teh krasotah. Namreč prej ste omenili Karnijske Alpe, ampak dolgo ste bili strašno zagledani v naše domače gore. Šele kasneje potem so se vam odprla obzorja onkraj meja in so vas pritegnila enako močno kot domače gore. Kaj pa je skupno domačim in tujim goram in v čem je čar ali pa specifika enih in drugih? Ja, res je, jaz sem bil dolg časa tukaj v te naše hribe, tako kar preveč. Tam en hrib po vsaki grabci, mislim, to je že kar malo bilo trapasno. Ampak jaz sem bil specialist, pa sem še za te brezpote in jaz sem hotel to nekako ene detalje, pa sem jih kolegi, tudi publicisti, pa to, pa dej, pet malo, pet kje čez ven, pa tako in pa sem res nekaj šel, tam 20 let nazaj. Dobro, sem bil že, kot mlad sem bil na Grozloknovi, recimo, ampak
to je bilo tako, tu pa tam. Potem sem pa šel enkrat v Dolomite, na Monte Cristalo, tako, poplezati malo, divjina, sneg. Tako, to je pa glitko v redu. To je skupno, ne, to raziskovanje divjina, recimo Dolomiti imajo cel kup enih vrhov nemarkiranih, ni ferat, niso zavarovani. In to je bilo meni identično kot neki naših ribin. Se pravi, to, kar sem rekel, ne, tipanje, neznano, tako naprej, to je dosti podobno. Ne. Je pa res, da so pač te hribi, Karnijske Alpe dosti podobne, divje, zaraščene. To so res čudovite, no, da si jih obožujem. Ampak pa greš na neke 3000, ne, pa 4000, to je pa že ledeniški svet, to je pa dosti zahteven. Ne. Tega pa pač pa nas ni. Tam rabiš en dan, da prideš do vznožja gore. Ne. Aklimatizacija. Tudi aklimatizacija. Imaš na 4000 imaš ti vse. Ne. Imaš kopno gorništvo, ne, plezanje, imaš zimsko, ne, imaš sneg in imaš ledenik. Vse imaš, vse tehnike, lahko padeš v ledeniško razpoko, moraš znati, recimo, imaš plezanje, moraš kopno znati, moraš po zim znati stepinami in tako naprej. In tam se vidi potem to široka paleta tega znanja, ki ga dobiš kot alpinist. Ne. Jaz sem največ teh znanja dobil pač na teh alpinističnih tečajih. Sej, tam, ko sem bil pa planinskih vodnikih, to bi lahko hodil na Šmarno goro pa na Golovec. Pri alpinistih imaš pa ti vodne hribe, ješ pa lahko sam pozim na Jalovec, planinski vodnik to ne bo šel, ker ne vlada. In tam se pa naučiš teh, stopna hribov, ki se ti odpirajo s tem alpinističnim znanjem, se kar dvigne. In to je čap, to je čudovit. Pa če se vrneva še malo v domače gore, vaša najljubša menda oziroma najlepša in najzanimivejša je Kočna. Zakaj ravno Kočna? Ja, v Kočni sem bil pa tokrat, da ne vem, bliz je, prostrana je, malo markiranih poti. Iz katerega konca, kjerkoli greš, posod je neka divjina, tako, ne vem, to je tako določen hrib, krasen, tam si ti pa tiste žvalce, ki jih vidiš, če jih vidiš, ne, če se ti ne umaknejo. Tako, mislim, in v takih hribih je tist, ki uživaš, ne, ki greš in skozi opazuješ to okolico. Moraš biti pozoren. Ne. In ko si že nekje izkušen, ne, jaz že kar zaslutam. V tem območju, letos so hodili tam nek sliko, klele so pa kače. 4 ure, pa je že bil en gadek. Tako. Recimo, kar zaslutam. Dobro, medveda še ne. Ampak tudi to so že srečali. Ampak žvali tako, da vidiš, kako, mislim, to je še, to je tak neomadeževan divji svet, ne, ki ga ni še ta naša, rekel, ta vpliv ni prišel. Ne. Poleg tega je to za telo, recimo, ne, izredno, ne, ker si ti v tem brezpotju, ne, ti vse mišice telesa ti delajo, ne, kosti, gor, dol, ker se stopaš tam 1500 metrov dol. Ti imaš to kar utrden, ne. In boš tudi recimo, na ravnem težji padel ali pa se boš znal ujeti in tako naprej. Ti hribi dajo marsikaj, tega, kar se mogoče sploh ne vidi, ker se noben ne govori o tem. Ne. Sem mogel zdaj za službeno revijo napisati o telesni aktivnosti, recimo en članek. In to je zanimivo, kako ti cel življenje treniraš to telo, mišice, recimo. Plezalci imajo zgor, recimo noge, recimo. Jaz sem šel par let nazaj, ki eno bioenergetiko je zmeril, to mišičen, ne vem kaj, tonus, kaj že. Sem rekel, kako je rekel, je v redu, to, da imaš ti pač te mišice razvite. Ne samo duhovno, ampak je tudi, rekel, tudi fizično je to, te hribi, pa ta brezpotja. Tle po ravnem, kje pa hodiš? Vse povsod asfalt, se noge sploh ne znajo, mišice ne trenirajo po tem ravnem, koliko pa lahko hodiš. Moš pa ti tam vsak gib, ne veš, če boš padel in tako naprej, po enih strmih travah, po enih gruščih in tako naprej. To se navadiš, potem se utrditelo. Malo sem zašel. No, ampak bi lahko rekli, s takim žarom pripovedujete o tem, da je gorništvo vaš način življenja? Ja, sigurno, tako moram reči, da je, kot sem rekel že prej, tukaj imaš tukaj enih pozitivnih stvari, da bi mogel to je posebej pogovor samo o tem lahko.
od tega, da sam sebe spoznaš, recimo, ne, da je fizično dobro, da naravo recimo, spodbujaš, da jo spoznavaš, do tega, recimo, da je eno pristno prijateljstvo, ker si tam v neki navezi in tako naprej, ker je recimo odvisen, da čutiš to pripadnost, recimo, to je včasih se težko pove, recimo, kako po enem takem težkem vzponu nekam priješ, ali pa neko turo narediš, koliko je to te poveže, recimo, koliko čutiš nekaj, to je ravno, recimo, danes sem tega Ogorevca poslušal, ki je bil, čutiš enost, recimo, tako dobro povedal. Do tega, da je to zame to eno ustvarjanje, recimo, hribi so podlaga za vse to, za vse te knjige, za vse te predavanja, ki jih imam, za vse te fotografije in tako naprej. To je vse eno dejanje, Vse to imam sam jaz od tega, s tem, kar jaz to pišem, kar pišem vodnike, kar pišem zgodbe, kar predavam, tako. Mislim, da imajo tudi ljudje nekaj od tega, Skratka, delaš nekaj zase, delaš nekaj za druge in to te izpolnjuje potem, Mislim, Tu omenjate tudi meditacijo kot nekakšen odklop, doživljate v hribih oziroma v gorah. Včasih gre za dotik čiste zavesti, pravite, in se čutite povezanega s celotnim vesoljem, da ne govorimo samo o tisti fizični ravni. Ja, to je tako, lepo se sliši, ampak to moraš pa recimo biti malo pozoren, tako bi rekel, jaz pač, ko meditiram, priješ v pač stanje čiste zavesti, se ti to v hribi, ko si v zuniji, se ti to zgodi tu pa tam, priješ na kakšen vrh, tako, kakšen veter, ali pa kakšen sončen zahod, nekaj takega. Vse to je dotik čiste zavesti. To je tisto, kar ti čutiš, priješ na vrh stola, vidiš, do pece, vidiš snežnik, vidiš krn, vidiš, koliko je Slovenija majhna, se kar dvigneš, tako, recimo, To je en moment, recimo, da so kakšni taki trenutki, ali pa kakšen res, ki je včasih kakšen vreme res tok, takrat si tudi malo že. Drugo je pa to, recimo, da kaj je v bistvu meditacija? Meditacija, da si brez misli, Ker nič ne misliš, Ker ti in včasih je kakšen tak del poti, ko se spomnim, da odklopiš, malo misliš, pa kar naenkrat gledaš mogoče samo pod noge, tako, in vidiš, že en del poti nisi bil prisoten, s svojimi mislimi, nisi bil še kako prisoten tam, ampak in to je to, o tem govorim, Ampak na drugi strani ta odklop, ta meditacija in vseeno ne sme ne traja predolgo, oziroma opozarjate, da gore zlasti te zahtevnejše poti pa terjajo posebno pozornost. Ja, sigurno, tam pač ne moreš vicev govoriti, ker je tam ker so detajli pa to, takrat, kdaj tako tišina, se nekako moraš, sigurno. Takrat meditiraš, ker imaš gozdno pot, ker moraš 2 ure hoditi do ledenika, ali kaj podobnega, takrat. Ampak je pot monotona, spomnim se na Monte Vios, pa 3 ure hodiš po eni potki. Ja, vse tam moraš zabluziti malo. Ker če skozi smislu, koliko imaš še za hoditi, se obrnil, pa se boš še dol, Tako mislim, na takih lahkih poteh sigurno. Zahtevnih pač moraš se skoncentrirati, ni druge, Res, ne moraš tam nekih vicev govoriti, ker ti moraš biti pozoren na to. Jaz sem 20 let vodil, in ker sem jaz sem imel same zahtevne ture, brez pot je pa to, kadar je bil kakšen tako, sem opozoril, sem rekel, zdaj pa pasne malo, zdaj pa, 5 minut, 10 minut, da tale del pridemo mimo, pa spet, Enkrat ena rekla, a zdaj še govoriti nam smela. Jaz sem rekel, lahko govoriš, sem pač po enem motaš tudi druge, in s tem govorjenjem, to je tako kot v avtu, voziš, pa če se boš pogovarjal, boš mislil s tistim, kaj boš govoril, To je to, To je osredotočenost, To. Omenili ste pa tudi prijateljstva, da gorništvo ustvarja prijateljstva. Gre za naveze v dobesednem in prenesenem simbolnem pomenu, ki te naveze dajo človeku občutek, da ni sam, da je povezan in gre dejansko tudi za skrb drug za drugega. Ja, to je res.
to pač vse veste, da je v tem svetu se poudarja individualizem, vsak sam in tako naprej. In to so neke vrednote, ki niso več nekje, ne, tiste, ki bi jih spodbujali. Ne. Ampak tukaj ni blefiranja. Ne. V hribih tam, ki so neki resni, ali pa ki so neki navezi, ali pa neki steni, tam ne moreš ti rožic saditi, ne. Tam pač se vidi, ne. Tam moraš enostavno tudi reči, tole pa jaz ne bom splezal, jaz pa kaj ne upam, a bi ti probil in tako naprej. Tam ne moreš, da boš pa neki šel, pa se zaplezal, pa boš pa, ne vem, naredil težave in tako naprej. To hočem reči, ne, recimo, da pač tam se izkaže to pristno prijateljstvo in pa pač imaš nek nabor enih kolegov, pa greš, ne, in pa kdaj kakšnega tudi tako ima, ne, pač z njim pa ne bom šel več, ne, tako, pač to je, jaz tako mislim, ne. Meni je to recimo všeč, ko gremo mi nekakšno reševalno intervencijo, ne. Pa smo različni tipi, različnih poklicev, različno stari, ne, ampak ko gremo mi tam, pa je tam kakšnega na nosilih nosimo, ne, pa je tam na eni strani recimo šus, ne, pa te bojo kolegi, ti naši, ki bomo skupaj nosili, bojo zmeraj rekli, pazi ti tam ne, tam ne znaš rukno tako, recimo. To je tista skrb, ki meni kar kocine grejo tako, recimo, ne, tako, te kar oblija, ne, tako, tista, a ne, pa smo včasih kregani, pa ne vem kva, tako kdaj, kaj pa to. Ampak to, da skrbiš en za drugega, to je pa, mislim, rekel, to te izpolnjuje, ne, to je res, čutiš, da si del te ekipe, povezan, to pač ne vem, če v mestu dosežeš tamle na Dunajski. Od pristnega prijateljstva je potem samo še korak ali dva do ljubezni. In na tej točki je prav in primerno, da omeniva vašo soprogo, gospo Ireno Mušič Habjan. Z njo že več kot 20 let skupaj hodita po gorah. Ja, res je, tukaj sem tudi nekaj napisal za njo. Ja, ona je pa spoznala so se tako, da je mogla plačati za turo. No. Sva šla na oltar, z 3 sem peljal pač. In takrat je mogla. Ne. Pol pa nič, pol so pa nek kontaktov obdržala in na teh hribi so jo nekako tako, jaz sem jo pač povabil, ne, da bi še kdaj z mano šla in je šla. Ne, in pol je pa kar napredovala. Ne. Sem rekel, jaz te bom vse naučil, pa ni hotela. Je rekla, jaz grem v alpinistično šolo. Rekel, pa dobro, ne, v redu, pa je šla, ne, pa je vse naredila, pa končala, pa še med reševalce. In to je fajn, ker ni težav s tem, kam bo šel, to čas se zmeniš, ni težav, ne. Ni težav upremo, ni težav znanje, nič ni težav, ne, tako enostavno veš, kako bo kdo reagiral, razumeš. Enkrat en naprej pleza, enkrat drug in to je tako. Prej, moram reči, prej, ko sem hodil s kolegi, prej bo zmer, a imaš čas, pa se menaš, pa tako, ne. Zdaj pa to obdobje, bi rekel, tazga hribovstva, to zadevno ni težav, nimam tako, to je res idealno, no, moram reči, ne. No in tudi knjigo Tipanje v neznanem ste posvetili prav njej. V posvetilu ste zapisali tako: Ireni, ki vedno pride na vrh, pa naj bo pot ali smer še tako zahtevna. Kako pa ji to uspeva, da vedno pride na vrh? Se to je bilo bolj simbolično, ne. Takrat, ko ne prideš na vrh, na pol, ne, v bistvu sem hotel povedati, da ona pač si nekaj zada, ti snaredi, tudi če je recimo na pol poti, če ne gre, ne, recimo, ne. Mi seveda mora biti, ne, moški, ženski pol, ne. Moški rinemo, razum, ne, ženske čustveno, previdno. Ne. Ona bi se prej obrnila, je bi se kasneje. Recimo, letos smo imela zdaj pozim že eno tako turo. Ne. Prideva tam pod neko stenco, vse skupaj ni bilo neki toliko zelo težko. Ne. V kopnem bi zdovela česa, ampak tam je bil že sneg, trdo. Ne. Pa greva, pa ne greva, pa greva, pa ne greva. Ne. Pa grem jaz pol naprej 30, 40, 50 metrov in sem seveda videl, da ne gre. Ne. Ona je to vedela sem. Ne, in se lepo se obrnaš, ne, in zdravo, ne, pač to je nujno, ne, in da to je nek način sobivanja in to je, jaz to jemljem nič z nobenimi
očitani, nič. Ne. To je enostavno moj sprejetni zavod. Življenje ni tako preveč komplicirano, zakaj bi si ga kompliciral? Ne? Še dodatno. Ja, midva sva oba kolerika, se zdereva ena drugega, nikoli se ne drživa, en teden se nekaj držala, ker to je škoda časa. To je meni otročje, da se boš pa zdaj mujal, pa kujal, pa neki. Vse drži se tam pol ure, nekaj, če se kaj skregaš, ne? Ampak to nima smisla. Ne? Posebej v hribih. Ne? Da se pa v hribih nekaj skregal, to pa ni govora, to ne moreš. In v svet gorništva ste vpeljali tudi svojega sina, Miho. Kako vam je pa njega uspelo navdušiti? Težko. Ja, no, jaz imam hčero, pa sina, pa še enega starejšega sina, ampak on je že tako samostojen, dolg že, ne, čeprav zdaj so že vsi trije samostojni. No in te dva, ki smo veliko hodili, ogromno smo hodili po hribih, ne. Take hribi, ne, za otoke, ne. In takrat, seveda, ne, kjer otok pa rad gre, ne, mislim. In pa, sta bila stala 12, pol, pa konc več nekaj dosti, ne. In jaz se skozi upal, ne. Pa so mi pametni ljudje so rekli, da ti nič ne moš na silo, bo že, če bo, ne. No in hčera je šla na Japonsko, ne, tam 5 let že. Dela doktorat iz primerjalne književnosti. Tako, ja, pa na veleposlaništvu dela, pa tako. Sicer se je letos Gojzade kupila neki hod, ne, tako, ne, ampak to so pač taki hribi, ne. No, ampak z Mihom sta jo obiskala tudi na Japonskem in spotoma splezala na najvišji vrh Japonske, na goro Fuji tudi. Ja, to je bil pa kar projekt, ker je bilo takrat težko, sva dobila avto, cel kup enih zapletov, no, v glavnem, potem nam je nekako ratal uspel, da sva po noč hodila, mislim, da sva od 11 do 5 zjutraj, celo 6 ur po noč. Ob polni luni. Polni luni, ja, in so prišla, sončen vzhod na vrhu 3700 Fuji, vidiš, tako, res lepo, no, tako, res tak doživetje. Pa tisti vulkan, ne, pesek, pa tako, pa ljudi ogromno, ne, tako. To je bilo že septembra, ko je gora zaprta, ne, gore tam. Oni imajo to odprt julij pa avgust, potem pa zaprejo uradno, ne, prav se lahko še zmeraj. No, pa smo šli pa še plezati, ne. Ja, tako da se pa tam enega gorskega vodnika, ki tam živi, Cveto Podlogar, in smo z njim šli eno smer splezati. Fajn, tako, dobro. Če še tisto zgodbo nadaljujete, kako ste se potem sin navdušil za gorništvo? Ja, sin je pa 10 let tam od enega, ne vem, 14 do 24 nekaj tako samo igrice igral. Tudi telovado in neč, on tako je groza. In neč, ne. Poj pa enkrat prišel, pa je rekel, jaz bi nekaj z enih športno se ukvarjal. Pa je imel v mislih športno plezanje, lokostrelstvo ali pa bordanje, ne. Vse rekel, ja, izber, ne. Rekel, z mano bi šlo športno plezati, recimo, ne. In je šel, ne. In smo šli parkrat v plezališče, pa ima tam plezu, tako, več, ne. Pa je pa šel v 2 tečaja za športno plezanje, je začel plezati, ne. In iz tega športnega plezanja, ne, je potem šel še v alpinistično šolo in evo, zdaj že lansko leto je že vodil alpinistično šolo, recimo, ne. Tečajnike in tako, ne. Dobro, mislim, v knjigi je tudi opisan, ne, da je tudi enkrat poletel 26 metrov in čudežno preživel, ne. To je pač, ne vem, mislim, da se mu je ponudila še druga možnost, no. In zdaj vsako leto 1. julija praznujeta skupaj s skupnim plezanjem to njegovo drugo rojstvo. Ja, zdaj ima že on svojo punco in zdaj že z njo praznuje, ampak v začetna leta so pa vedno midva šla nekaj ali splezati v hribe ali nazaj v plezališče, tako da no, lansko leto je pa že svojo deklico, kar je čisto prav. Ampak kmalu po njegovem okrevanju sta skupaj šla pogledati to mesto padca. Kaj ste pa takrat doživljali ali še podoživljate? Kakšni občutki so vas prevevali? Mogoče odgovornost, strah, ne vem. Ja, jaz sem šel že tja pogledati takoj naslednji dan po padcu z enim reševalcem, ki je bil takrat na tem reševanju zraven. In takrat sem tudi zmeril, da je 26 metrov, sem pač glede na vrv, ker sem se spustil čez tisti
To je kar težko povedati, zato ker jaz sem takrat, ko je zvečer padel, jaz sem kar slutil, ker on zmeraj pokliče in takrat ni poklical, pa sem jaz klical, pa se ni javil in to mi je bilo takoj sumljivo. Potem, ko je ena neznana številka, sem takoj vedel nekaj narobe in 30 sekund sem bil že oblečen, sem že šibal, ko me je kolega njegov poklical, da je v kliničnem centru, da ga s helikopterjem vozijo. In ko sem jaz kaj prišel, je prišel zdravnik, so me dali posebej sobo, jaz sem tam 1:50 minut, jaz nisem vedel, da bo preživel. To se ne da povedati, to je grozljivo. In pol sem prišel noter v sobo, ki je končno prišel tisti zdravnik Macura, ki je košarkar, in rekel, zdaj pa lahko ste k njemu. Ko sem prišel noter v sobo, tisto zdravniško, on se o tem naprej spomne, prej se ne spomne nič. On je izgubil to krvi, da je dobil večkrat transfuzijo. Na srečo je pa tako na rit je padel, da je v stegen, tako je imel, ima še zdaj hematom, ko to ne gre stran. Potem se je pa dosti hitro zrihtal. Ja, saj ste napisali, fant je šel po enem mesecu že v službo, v hribe pa tudi in želje po plezanju ni prav nič izgubil. Ja, vsi so ga spraševali, a te kaj strah, ker ti, ki padaš, potem si tako predvsej previden, tako kot ti letalci, leti, pa enkrat pade, pa se zmeraj boji. On je rekel, meni nič strah, kako to? Jaz tukaj se ne še spomnim. Ampak je čez en let je sanjal ti svoj padec. V sanjah je podoživel ti svoj padec, rekel, da je bil grozljiv. Ti imaš vse v podzavesti zapisane. In je pač to v sanjah prišlo ven. No, še ena dragocena dimenzija te knjige so fotografije. Dokazujejo, da res znate uživati v gorah. In omenjate seveda tudi detajle, porumenele macesne in tako naprej. In fotografije za to knjigo je prispevalo več avtorjev. Se pa tudi vi osebno poglobljeno, bi rekla, profesionalno ali profesionalno ukvarjate s fotografiranjem. Ja, v službi sem novinar, pa tudi fotograf, ampak to težko rečem, da sem neki profesionalni fotograf. Pač znam, s tehniko, znam motiv poiskati in tako naprej. Kar se pa hribov tiče, imel sem 8-9 fotografskih razstav, v glavnem hribe. Ampak v hribe nikoli ne hodim jaz slikati. Ti, ki so fotografi, ti grejo slikati. Oni cel dan namenijo, statijo postavijo, čakajo svetlobo. Jaz grem pa v hribe, pa vmes še slikam. Tako da recimo v založbi pri Vestniku jaz z veseljem vzamem vse fotke od teh fotografov, jih vabim, zato da boljše, ker točno vem, da imajo boljše fotke, ker jaz mislim, zakaj bi. Ampak tukaj je pač moja knjiga in pa so tiste moje slike, pa od drugih, s tistimi, s katerimi sem bil. Seveda bi lahko bilo vse boljše, ampak pač to je avtentična doživeta knjiga. Tudi če kdaj je kakšna slika slabša, to je prikaz tega, kar je bilo, kako znam slikati. Je pa fotografija veselje, mislim, je fino, ker ti, če gledaš s fotografskimi očmi, potem znaš gledati. Drugače samo hodiš, gledaš naravo, kako je vse lepo, ko pa si fotograf, potem pa že iščeš, kaj bi pa bilo, pa neka vejca, pa odzadje, pa globina, pa motivi, panorame, detajlja, gledaš fotografsko, naučiš se drugače. Tako, ko hodiš v brezpotju, kaj jaz, ko hodim, gledam in hrib, tam ne bi šlo, tam ne bi šlo. In potem najdeš prehod. Če pa hodiš samo po markiranih poteh, potem pa ne rabiš gledati, kje bo šel. Vse te bo že markirana pot popeljala. Čist drugačen nivo tega percepcije imaš. Skratka, knjiga je več kot vredna branja in listanja, prebiranja. Leto 2021 gre h koncu, kakšni pa so vaši gorniški cilji za naslednje leto? Čist neznani. Brezpotja. Ja, čist neznani, moram reči tako. Drugo leto bo išla prenovljena brezpotja. Tukaj je 50 ciljev in zdaj sem jih razširil na 70. Sem vključil še zahodne ulice. No in to sva letos hodila. Ja, praktično vrsta čas, kar sva skupaj. Vsako leto imamo neke projekte, neke knjige, neke vodnike in potem celo leto posvetimo temu. Zadnjih 5-6 let sva ves dopust, po 20 dni, recimo sva bila v Karnijskih Alpah, raziskovala tiste hribe.
Letos Brezpotja, lansko let ta vodnik, ki je letos izšel, ki je Irena napisala, pa Dušica Kunaver, te legende po Gorenjski, sva lansko leto hodila, recimo, ne. Drug let nima nobene knjige, ne vem, tako da končno bova lahko delala tisto, kar tako, greva nekam za veselje, ne. Enkrat v Brezpotje, enkrat plezati, enkrat nekaj tako, ne. Tako da je nekakšen 4000 ne. Drugače pa zmeraj zmanjka časa, ne. No in za konec tega najinega pogovora naj citiram še eno vašo misel. Ko misliš, da skoraj vse poznaš, se izgubiš na domačem terenu. Rad se izgubljam, še rajši pa se spet najdem. Tudi zato me hribi tako privlačijo. Lepo. Najlepša hvala za tale pogovor, gospod Habjan. Želim vam, da bi se tudi še dolgo in čim večkrat izgubljali, predvsem pa najdevali in kar se da uživali v gorah. Tudi jaz, ja. Hvala lepa za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. Pojdite v naravo, dosegajte vedno nove vrhove, takšne in drugačne, in berite knjige o gorah. Pa srečno!